sem Nina Mauch-Hrovat. Zaposlena sem v vrtcu, tako da ves čas delam z otroki. Ker imam otroke iskreno zelo rada, zanje tudi pišem pravljice. Napisala sem tudi 2 igroknjigi. Zakaj igroknjigi? Zato, ker se v igroknjigah otroci lahko igrajo, hkrati ko berejo. In to je zares imenitno. V teh igroknjigah nastopa slon s svojimi prijatelji, ki se zelo slonsko zabava. Napisala pa sem tudi druge pravljice, recimo tole o kralju, ki ni maral pospravljati, ker so otroci včasih kot kakšni mali kralji. Včasih so razvajeni, včasih nagajajo, prav zares pa imajo vsi radi nekaj posebnega. Pravljice imajo pravljične konce in jaz konce obožujem. Poslušajte zaključek v tej pravljici o kralju, ki ni maral pospravljati. Odslej ni nikoli razmetal več, kot je lahko sam pospravil. Rad je imel crkljanje in pravljice in tega za nič na svetu ne bi mogel pogrešati. Verjetno je še danes tako, če seveda ni odrastel. Ali pa morda v tej pravljici miška želi prijatelja. Tale konec je še posebej sladek. Poslušajte. Tisto noč je miška sladko spala. Sanjala je najslajše sanje, kar si jih morate zamisliti. V njih se je igrala s svojimi čudovitimi novimi prijatelji. Prav posebna pa je tudi tale pravljica Posluh jazbec gre. Zakaj posebna? Ko se odločam, da bom napisala pravljico, me običajno nekaj nagovori. Pri tej pravljici je bilo takole. Opazovala sem vaje, mlade glasbenike, koliko truda je potrebno vložiti, da lahko nastane predstava ali pa koncert. Ogromno vaj, ogromno truda, odrekanja, prizadevanja in vsega ostalega, zato da je na koncu predstava zares nekaj posebnega. In ko sem opazovala te naše glasbenike, se mi je porodila ideja o pravljici o jazbecu. Tudi jazbec mora veliko vaditi. Rad bi bil pevec in zato vadi in kar naprej vadi. Vsem živalim pa gre to na živce. Saj veste, kakšne so vaje. Jaz bi vam zdaj zapela, ampak vam raje ne bom. Tako da vam bom to prihranila. Vam bom pa prebrala odlomek iz tele pravljice. Najprej pa vam povem, ko je jazbec vadil in je šel vsem živalim strašno na živce, so se odločili, da skopljejo globoko jamo. Jamo, v katero ga bodo ujeli, zato, da ga bodo zaprli in ga ne bodo več poslušali. Saj veste, kako gre tisti znani rek, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ja, tako se je zgodilo tudi z našimi živalmi. Polž, ne bodi ga treba, ki je vedno zamujal, je prišel ravno tisti trenutek, ko so živali pripravljene čakale jazbeca, ki ga je lisica z zvijačo povabila na koncert. Ko je jazbec prispel, se je lisica spotaknila o polža in vse živali so padle v jamo. Kako pa se pravljica konča? Poslušajte. O, nesreča, je kriknil jazbec. Pomagal vam bom, je še zavpil in brž stekel po pomoč. Poiskal je debele razvejane veje in jih povezal med seboj v dolgo lestev. Polž je še vedno tičal v hiši in se tresel. Jazbec je spustil izdelano lestev v jamo in živali so druga za drugo zlezle iz nje. O, hvala ti, jazbec, hvala, so se mu olajšano zahvaljevale in sram jih je bilo. Saj so vedele, da je bila jama namenjena njemu. Ja, kakšen koncert bi pa bil brez občinstva, je vzkliknil jazbec. Pridite, gremo nekam, kjer bo bolj varno in prijetno. Polž, pridi z nami, je potrkal po polževi hiši. Prav, že grem, je odgovoril polž. Jazbec je peljal potolčene in skesane živali na jaso, kjer se je ravno ogreval Kčičkov orkester. Maestro, zaigrajte, je rekel jazbec. Orkester je zaigral in jazbec je zapel s tako lepim glasom, da so vse živali osupnile in se kar sesedle po tleh. Polž je oddaleč slišal čudovito glasbo in hitel, kot še nikoli, da ne bi zamudil koncerta. Jazbec je pel in pri tem žarel od zanosa
živali pa so poslušale z odprtimi usti in bila so jih sama ušesa. Kaj takega? To je čudovito, so rekle. Po končanem koncertu so drug za drugim prihajali poslušalci in čestitali pevcu in članom orkestra. Pevske vaje so se izplačale, je rekel Jež, in o tem ni bilo nikakršnega dvoma. Prav vsi so se strinjali. No, skoraj vsi. Polž je prišel ravno takrat, ko so drugi že odšli spat. Takole je z vajami. Veliko truda, veliko odrekanja in veliko odpuščanja tistim, ki tega ne razumejo. Tako je tudi v pravljicah. Pravljice govorijo o prijaznosti, prijateljstvu, vrednotah. Včasih je treba premagati kakšno oviro, težavo, ampak vse to se zgodi, če nekdo dobro želi. Pa še nekaj vam nisem povedala. Čarati znam. Res, ampak čaram samo za otroke. Tiste otroke, ki imajo domišljijo. Če pa domišljije nimajo dovolj, jo pa začaramo kar skupaj. Prav zares.